Spoštovane in spoštovani gostje v dvorani, spoštovani gledalci, ki nas spremljate na spletu, lepo pozdravljeni v imenu Oddelka za krajinsko arhitekturo in prodekanje za krajinsko arhitekturo profesorice dr. Ane Kučan na današnjem dogodku predstavitvi knjige profesorja Marušiča o krajini. Ime mi je Mojca Golobič in imam to veliko čast in veselje, da gostim ta dogodek, ki je iz znanih razlogov organiziran tako, da v to veliko lepo dvorano lahko vabimo samo majhno število naših gostov, hkrati pa dogodek v živo prenašamo na spletu in ga tudi snemamo, tako da bo kasneje dostopen tudi na različnih spletnih kanalih. Potek tega dogodka bo v obliki pogovora s profesorjem, vsak od gostov mu bo povedal nekaj v knjigi in mogoče postavil kakšno vprašanje. Vprašanja sprejemamo tudi iz publike in sicer tako, da jih napišete v klepet in bomo potem na koncu, odvisno od tega, koliko bo časa, nekaj tudi prebrali in zastavili profesorju Marušiču. Danes torej predstavljamo knjigo o krajini, ki je izšla sicer že lansko jesen in sicer v velikem pričakovanju in tudi smo jo sprejeli z velikim veseljem. Gre namreč za knjigo, ki, kot je rekel eden od naših gostov, profesor Marko Polič, jo je bilo preprosto treba napisati. Treba je bilo napisati zato, ker govori o predmetu in hkrati tudi kontekstu in referenci dela krajinskih arhitektov, torej naše stroke. In s tem je profesor postavil temelj naši stroki. Hkrati pa je ta knjiga tudi veliko večja od stroke krajinska arhitektura in jo mnogo čem tudi presega. Razpira in odkriva namreč številne kompleksne plati tega, čemu rečemo krajina, katere razsežnost in nedorečenost je, kot pravi drugi naš vabljeni govorec, profesor Gantar, hkrati bogastvo in tudi prekletstvo tega našega poklica. Mogoče še najmanj se knjiga ukvarja s fizično pojavnostjo krajine, tistim, kar lahko izmerijo in opišejo naravoslovne stroke, veliko bolj pa se posveča človekovemu odnosu, kolektivnemu in posamičnemu odnosu do tega fenomena krajine. In prav ta človekov odnos krajino loči od drugih pojmov, s katerimi opisujemo naše okolje, in prav ta odnos tudi omogoča to, kar je pravzaprav bistvo poklica krajinskega arhitekta, to je ustvarjalno varstvo krajine, o čemer tudi govori ta knjiga. A hkrati, kot nas opozarja naš tretji gost, profesor Leo Kreft, to varstvo ni varstvo neomadeževane krajine, ki jo varujemo predvsem, kar je tuje in drugačno. Zato smo predvsem današnje srečanje posvetili tem vprašanjem človekovega odnosa do krajine, bodisi v njenem razmišljanju, bodisi v njenem poklicnem naslavljanju. Zato imamo tukaj tudi dve kolegici krajinski arhitektki. Preden naše goste še enkrat predstavim, bi se rada zahvalila vsem, ki so kakorkoli prispevali k nastanku te knjige. Naštela bom in upam, da ne bom koga izpustila, predvsem oblikovalko Evito Lukeš, potem kolegico Petro Vertl-Naret, ki je brala prejšnjo verzijo knjige, jo komentirala in hkrati in tudi prispevala recenzijo knjige, in pa kolegoma Tatjani Capuder-Vidmar in Tadeju Bevku iz oddelka, ki sta poskrbela, da je knjiga ugledala luč sveta in tudi pomagala pri organizaciji današnjega srečanja. Gostje, ki so z nami tukaj, jih bom predstavila najprej tiste, ki so najtesneje povezani s oddelkom, s profesorjem in s krajino
kot predmetom dela krajinskih arhitektov. Najprej magistra Jelka Hudoklin, ki je krajinska arhitektka in tudi soustanoviteljica enega od verjetno najvplivnejših podjetij na področju krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja. In je v svojem delu raziskovalnem in aplikativnem verjetno najbolj tesno nasledila delo profesorja Marušiča, zlasti na področju prepoznavnosti krajin, izjemnih krajin, načrtovanja, upravljanja in varstva krajine. Doktorica Maja Simoneti je še ena kolegica, krajinska arhitektka, ki je obenem tudi ena od najbolj artikuliranih javnih govornic in zagovornic kakovostnega oblikovanja prostora in krajine. Kot raziskovalka deluje na Inštitutu za politike prostora in njeno področje dela so zlasti politike, prostorska in krajinska politika ter sodelovalne in skupnostne prakse pri oblikovanju prostora, prostorska pismenost in zelene in odprte površine. Profesor dr. Marko Polič je naš naslednji gost, ki je dolgoletni sopotnik oddelka za krajinsko arhitekturo, učil je številne generacije krajinskih arhitektov okoljsko psihologijo, je tudi raziskovalec na tem področju in je sodeloval pri različnih projektih, zlasti na področju presoj vplivov na okolje. Dr. Pavle Gantar je sociolog in tudi on je sodeloval z številnimi generacijami krajinskih arhitektov, sicer pa je svoje strokovno delo predvsem deluje na področju prostorskega razvoja, urbanističnega planiranja in socioloških vidikov teh področjih, hkrati ga poznamo tudi kot aktivnega državljana v politiki, bil je poslanec, bil je predsednik Državnega zbora in dvakrat minister za okolje in prostor in za informacijsko družbo. Naš mogoče najbolj od krajinske arhitekture najbolj oddaljen, pa vendarle zelo pronicljiv mislec in opazovalec je profesor dr. Leo Kreft, ki je sicer tudi sociolog, ampak predvsem filozof, profesor za estetiko na Filozofski fakulteti in na Akademiji za likovno umetnost in seveda tudi zelo artikuliran in angažiran mislec in sooblikovalec politike, saj je bil tudi poslanec in podpredsednik Državnega zbora. Seveda najpomembnejši današnji gost je profesor Janez Marušič, je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in eden od dveh, poleg profesorja Ogrina, ustanoviteljev in glavnih utemeljiteljev študija krajinske arhitekture. In z njegovim delom, tako praktičnim kot predvsem tudi pedagoškim, se je krajinska arhitektura razvila v ugledno in upoštevanja in spoštovanja vredno stroko na področju oblikovanja našega in načrtovanja našega okolja. Profesor Marušič, najprej bi dala vam besedo. Povejte nam nekaj o tem, zakaj in kako je nastala vaša knjiga. Hvala lepa za besedo. Jaz seveda se moram najprej zahvaliti profesor dr. Golobiču. Prvi zato, ker je omogočila, da je knjiga sploh nastala, bila natisnjena, tudi spremno besedo napisala knjigi, oziroma recenzijo. Predvsem pa se tudi za organizacijo tega dogodka. Zelo se je prizadevala zanj nazadnje, da je morala organizirati na tak način. Seveda, zahvala gre tudi vsem, ki jih je že kolegica Golobičeva omenila, profesorca Pudrova, kolega Bevk, pa seveda številni drugi, ki so prispevali tudi fotografije, me spodbujali, naprimer tudi malo priganjali, kot je naprimer Jože Novak, v pisanju. No, mislim, veliko je bilo tudi tistih, ki so mi včasih kakšno misel povedali in je potem tudi zašla v knjigo, naprimer kolegica Maja Simoneti.
Pisanje pa pravzaprav sprožila predstava o tem, da imamo sorazmerno malo natisnjenih slovenskih besedil, ki so povezana z načrtovanjem krajine. K temu sem hotel dodati še neko razpravo in seveda začeti sem moral s krajino samo. No, spodbuda za knjigo je bila seveda tudi pojav novega pojma, ki ga je v prostorsko-načrtovalni javnosti ponudil profesor Karl Steinitz z Harvarda, in sicer geodesign, oblikovanje sveta. In seveda sem se vprašal, ali ta izraz zaseda tudi funkcionalni prostor, ki ga je zasedalo krajinsko planiranje. Pravzaprav, zakaj bi opustili uveljavljeno besedno zvezo krajinsko planiranje, landscape planning, zakaj geodesign? Kakšna je razlika med krajino in svetom, ki naj bi ga predstavljal geo v sestavljeni besedi geodesign? In tako sem se pravzaprav lotil raziskovanja pojmov. V slovenskih besedilih o krajini sem zasledil nekaj ponavljajočih se trditev. Želel sem jih preveriti. Je krajina res mlad pojem? Je tudi njegova raba v slovenskem jeziku mlada? Potem je tu še trmasto vztrajanje naših slovenskih geografov, da dva različna pojma označujejo z eno samo besedo, s pokrajino. Ali je res razlikovanje med krajino in območjem, med krajino in pokrajino torej nepotrebno? No, ob pisanju sem sicer imel v mislih tudi študente krajinske arhitekture, to je razlog, da je knjiga malo preobložena, kot mi je zapisala prva lektorica besedila. V besedilu so stvari, ki so za samo razpravo morda niso toliko pomembne, naprimer prikaz obdobij razvojnih stopenj človekove kulture v Evropi, pa kratke predstavitve znanih oseb, pa razlaga nekaterih pogosto uporabljenih pojmov, pa podobne za samo razpravo manj pomembne stvari. In tudi celotno besedilo pisma pesnika Petrarke o njegovem vzponu na goro Ventoux sem dodal v knjigo. Nekateri pač štejejo, da se je s tem pismom in z njegovo potjo na goro Ventoux rodila krajina v Evropi. Hkrati nisem hotel biti preveč dokončen v sklepih razprave. Nisem hotel karkoli trditi. Zdelo se mi je, da je dovolj, če ponudim gradivo, na osnovi katerega se lahko še razvije premišljanje in razprava. Marsikaj, kar je zapisano v besedilu, bi lahko tudi empirično potrdili, zavrgli. Mislil sem si, da bi besedilo morali presojati kot hipotezo, ki bo morda spodbudila njeno empirično potrjevanje ali zavračanje. To še posebno velja za osrednjo tezo besedila, da je krajina oziroma njeno doživljanje povezano s prihodnostjo in da zato interpretacija krajine vsebuje vsaj prikrit, impliciten, če že nekar ekspliciten načrt. Doživljanje krajine naj bi pomenilo oseben, morda celo nezaveden načrt ureditve prostora. To pa je, mislim, pomembno za nekoga, ki se poklicno ukvarja s krajino, z njenim preoblikovanjem, spreminjanjem rabe zemljišč ali z njenim varstvom. Še nekaj se mi je zdelo pomembno, namreč povezava človeka s preostalim biološkim svetom. Tu nisem mogel iz kože tehniško šolanega naravoslovca. Od tod upletanje ekologije, vede o organizmih v njihovem okolju in povezovanje razlag enega od začetnikov te vede, Jakoba von Euchschila, upletanje biološkega dela sveta v razpravo o krajini, odkrije namreč marsikaj o človekovem odnosu do krajine same in zdelo se mi je pomembno tudi za potrditev teze o doživljanju krajine kot osebnem načrtu. Naj še dodam, da je bilo besedilo o krajini zamišljeno kot prvi uvodni del širšega zastavljenega dela ustvarjalno varstvo sveta. Žal besedili drugega dela o načrtovanju in tretjega dela o ljubljanski oziroma Ogrinovi šoli krajinskega planiranja nista dokončani. Upam, da jo bom še uspel dokončati. Hvala. Najlepša hvala, profesor, za te misli. Naj samo dodam, da seveda tudi mi z veseljem pričakujemo in verjamemo, da boste dokončali še naslednji dve deli in vas bomo
tudi vztrajno spodbujali k temu. Zdaj bi pa dala besedo magistrici Jelki Hudoklin, da pove nekaj svojih misli o knjigi. Lepo pozdravljeni. Naj se najprej zahvalim za povabilo. Zelo sem počaščena, da lahko sodelujem na tem dogodku. In bi mogoče na začetku kar povedala svoje občutke, ki so mi prevevali o branju profesorjeve knjige. Moram reči, da me je prebiranje te knjige prestavilo v neko posebno stanje, vsekakor v nek moj doma, kot temu rečemo, obenem pa tudi v preopraševanje, kot nekoč v študijskih letih in kasneje ob kakšnih zahtevnejših, bolj metodoloških projektih, ki so zahtevali poglobljen premislek o ciljih in smislu našega dela in seveda o krajini kot temeljnem fokusu in predmetu naše stroke. Krajinski arhitekti smo že kot študenti in tudi ob delovanju v praksi bili pred vrsto izzivov povezanih z novimi naprednejšimi pristopi v urejanju prostora in z novimi pojmi, ki se jim je pomen v svetu in pri nas šele izgrajeval in se v tem spreminjajočem se svetu pravzaprav izgrajuje še danes. Ob tem smo se soočili z imperativom odgovornega odnosa do prostora in z zahtevami, da morajo v urejanju krajine oziroma prostora nasploh strokovne odločitve temeljiti na jasnih merilih in na tehtanju različnih možnosti, saj samo tako lahko prevladajo strokovni argumenti. Branje tega dolgo pričakovanega in poglobljenega, sistematičnega in konciznega besedila, ki je tako značilno za profesor Marušiča, je bilo zame navdihujoče, obenem pa tudi zahtevno. Doživljala sem ga kot nekakšno ponovno sidranje v strokovno polje in v poglobljeno razumevanje moje lastne strokovne sfere in temeljnih premis, načel in ciljev, o katerih se v teh časih, ko smo preobremenjeni z birokracijo in s tehnikalijami, skoraj da ne sprašujemo več. Nekatere reči nam s časoma jemljemo kot samoumevne in vse preveč pogosto umanjkajo poglobljen razmislek, razumevanje, pa tudi sledenje novim izzivom in tudi novim priložnostim za nadgrajevanje znanj in za utrjevanje mesta naše stroke v družbi. Moram reči, da smo v teh dolgih letih velikokrat opazili, da so bili predavanja in prispevki, strokovni prispevki profesor Marušiča vedno, čeprav zahtevni, odlično sprejeti v širši strokovni javnosti in zato mislim, da je knjiga obenem zelo dobrodošla tudi za bralce, ki se s krajino srečujejo bežno in občasno ali pa parcialno. In to se mi zdi še toliko bolj pomembno, ker kot piše v enem od citatov profesor Marušič, je krajin veliko. Saj vsak organizem, kot pravi, oziroma vsak specifičen interes do prostora ali pa vsak resor, če povemo malo bolj administrativno, tako kot govorimo o administrativnih vodah bolj, vsak organizem opredeljuje krajino po svoje, jo razume po svoje, zamejuje po svoje, jo členi in vrednoti po svoje, seveda zaradi različnih interesov oziroma potreb. In to ne samo potreb po materialnih dobrinah, pač pa tudi potreb po orientaciji, po pomnjenju, identifikaciji. Prav zato se mi zdi zelo jasna opredelitev temeljnih strokovnih pojmov izjemnega pomena za razvoj naše oziroma kar vsake stroke in za utrjevanje njenega mesta v družbi. Predvsem pa je nujna za medsebojno sporazumevanje in za dobro sodelovanje v interdisciplinarnih delovnih skupinah in pri usklajevanju različnih interesov, različnih strok, številnih deležnikov, ki sodelujejo pri urejanju prostora. Od časov našega študija se je v svetu in pri nas marsikaj spremenilo, naše delovno področje je v zadnjem desetletju ali dveh zelo zaznamoval spremenjen sistem vrednot v družbi. Kapital in lastnina se postavljata v ospredje, zasebni interes pred javni interes, pravnega reda je vse manj. Vse večji je tudi razkol med javnim in zasebnim in veliko je ambivalentnosti. Po eni strani krajino obravnavamo kot naravni vir, pa jo oglašujemo kot nosilko prepoznavnosti države, branimo naravo, drevesa, vode pred posegi in velikokrat prav pred tistimi posegi, ki so celo v javnem interesu.
Obenem pa želimo bivati v hiši na samem, postavljati glampinge, pa vetrne, pa sončne elektrarne, kjerkoli in sekamo drevesa na trgih samo zato, ker pač jeseni iz njih odpadajo listi. Zdi se, da smo spremenjenim načinom življenja in prav zaradi razvoja tehnologij, torej zaradi razvoja znanja, izgubili stik s nekimi drugimi znanji, predvsem z razumevanjem naravnih procesov in vzročno-posledičnih povezav v naravi in v družbi. In žal je v urejanju prostora tudi vse manj možnosti za vsebinske in strokovne razmisleke in za argumentacijo, posledično pa se soočamo z vse manj zaupanja v strokovne odločitve. Obenem seveda naraščajo podnebni in tudi drugi okoljski problemi. Zato se sprašujem, če ni morda ravno zato v zadnjem času, ko se prišlo do tega, da je vse več javno izražene skrbi za okolje, za kakovost bivanja in tudi za krajino, ki si jo vsi vsak na svoj način lastimo. Sprašujem se, kje je to mesto naše stroke, kje so naše priložnosti in naše zaveze. Ali lahko kot varstveni načrtovalci, če spet citiram profesor Marušiča, ki si prizadevamo, da človeka v razpolaganju z okoljem omejimo, da v človekovih okoljih ohranjamo svet, ali lahko v tem okviru vendarle pričakujemo svetlejšo prihodnost za naše delo in za našo krajino. Hvala, Jelka. Profesor, kaj menite? Ali lahko pričakujemo svetlejšo prihodnost za našo stroko? Ali potrebuje naša stroka tudi neko prenovo, si mora poiskati na novo svoje mesto? No, jaz mislim, da takšne prenove pravzaprav še ne potrebuje stroka, ne? Stroka se še uveljavlja in ker je mlada, se mi zdi, da je tudi zaradi tega še polna novih idej, ne? To se pravi, da pravzaprav takšna prenova se mi ne zdi potrebna, ne? Ampak nasprotno, zdi se mi potrebno spodbujati nove zamisli, nove ideje, ampak seveda tisto, kar je, in se mi zdi, da je kolegica Hudoklinova tudi poudarila, ne, je to, da bi krajinska arhitektura oziroma skrb za krajino morala bolj prežemati, ampak ne samo taka skrb, o kateri se govori in tako laično, ampak profesionalna skrb za krajino resnično dobi se bolj preplete z drugimi akterji v prostoru. Ne. Jaz mislim, da je ključno to, ne, da znotraj posameznih okolij, vsak si stvarja svoje okolje, dejansko to, kar je kolegica Hudoklinova povzela, ne, da se ohranja svet. Da se zavemo, da še vedno, kljub temu, da skušamo vse bolj poenostaviti in tehnizirati naše okolje, da v bistvu še zmeraj smo v svetu in da je ta zavest o tem, da smo v svetu, nas vedno vrača nazaj v neko prvobitnost. In mislim, da je ta zavest je pomembna tudi za samo stroko, krajinsko arhitekturo. Ne? Da se v bistvu zavemo, da vedno obstaja neka prvobitnost in da to prvobitnost, da se nekako ozremo k njej. Ne? To bi bilo vse, kar sem mislil povedati. Hvala lepa. Mislim, da je to zelo napotek, ki bi si ga vsak od vsaj krajinskih arhitektov moral vzeti k srcu in se nanj večkrat spomniti. Doktorica Maja Simoneti, prosim za tvoj komentar k knjigi. Ja, hvala za besedo, hvala za vabilo. Mogoče tudi jaz hvala za besedo in hvala za vabilo. Mogoče tudi jaz začnem z eno osebno impresijo, kako pomembna je ta knjiga za nas in kako težko smo jo čakali. Do teh dni, ko sem se začela pripravljati na tale današnji pogovor, je knjiga, odkar sem jo prejela na knjižni polici ob mojem vzglavju, spala z mano. Res, to je, tako kot je rekla Jelka lepo, naš doma, priklenila nas je nazaj v tiste čase, ko smo se začeli ukvarjati s stroko in ves čas se sprašujem, kako je, če si ti na začetku strokovne poti, če šele postajaš krajinski arhitekt in kako je z nami, ki smo na nek način že dozoreli
v to strokovno stvarnost brez take knjige, kako smo sploh lahko živeli brez nje. Tako da, ja, res velik dosežek in veliko veselje ob tem, da jo imamo in da jo lahko prebiramo in pregledujemo. Zdaj pa k mojemu razmisleku in vprašanju. Večno, pravzaprav še iz študijskih let me preganja eno in isto vprašanje. Kje se sreča naše znanje, krajinsko načrtovalsko znanje s tistimi, ki krajino ustvarjajo? Ali sploh delimo enake poglede, znanje in vrednote, kako se razumemo med sabo, kako to znanje povezati. Naše znanje je z vsako tako knjigo, z vsakim novim delom, z novo nalogo, pravzaprav vedno bolj poglobljeno, vedno bolj utemeljeno, vedno bolj precizni smo v izražanju, medtem ko so seveda tisti, ki v krajini živijo, ki jo ustvarjajo vsak dan, nekje drugje. Ne gredo z nami skozi vse te izkušnje, doletijo pa jih naši načrti. Zelo me preokupira to vprašanje, ali je naše znanje in v kakšni meri je naše znanje in branje tudi njihovo razumevanje tega, kar mi beremo. In ves čas ob tem razmišljam o tej delitvi vlog, ki je v urejanju prostora nekako razdelila nas na načrtovalce, pa potem na nosilce urejanja prostora in potem nekje daleč tiste, ki so lastniki prostora, ki so kmetje, ki obdelujejo, ki so vsak dan v prostoru uporabniki. Se sploh med sabo slišimo, se sploh razumemo in kako drug na drugega gledamo. Nekako smo, saj tisti, ki smo strokovno na tej strani pospravljeni v neko svoje udobje in od zunaj opazujemo, kaj se dogaja v prostoru, ocenjujemo, vrednotimo, vendar pa ni čisto jasno, kako prihajamo skupaj. Skoraj ne mine dan, pravzaprav, ko ne bi mogli reči, da ne prihajamo skupaj, da prihaja do velikih razkorakov v razumevanju tega, kaj je vredno, kaj je dragoceno, kaj ohraniti in kako ravnati s prostorom. Kako si sicer razložiti, na primer, zadnjo prenovo in povečavo hiše sredi krajinskega parka Tivoli Rožnik Šišenskih hrib v Ljubljani? Nekje je prišlo do šuma. Tisti, ki so v funkciji tistih, ki vrednotijo ohranjeno naravo, ki skrbijo za kulturno dediščino, gotovo niso sprijaznjeni ali ne morejo biti sprijaznjeni s tem, kar se tam dogaja, in vendar se je zgodilo vse formalno, legalno, v skladu s predpisi, načrti in pravili. Kako razumeti popolno odsotnost kakršnega koli nadzora, na primer nad prenovo vinogradov v Jeruzalemsko-Ormoških goricah? Prostoru, ki je bil večkrat namenjen, da bo zavarovan kot krajinski park, pa potem ni bil zavarovan, pa bi ga bilo potrebno zavarovati, pa obsega številne podobe, razglednic in prospektov, s katerimi pravzaprav podajamo svojo kulturno dediščino, in vendar se tam dogajajo stvari, kjer pravzaprav znanje branja prostora, krajinskega načrtovanja praktično ne pride do izraza. Pri tem, kako se stvari v prostoru razvijajo, je najbolj zanimivo to, da so enako udeleženi tisti, ki so institucionalizirani nosilci urejanja prostora, kot tisti, ki so posamezni lastniki in uporabniki. Celo večkrat imamo občutek, da so institucionalizirani nosilci še celo bolj odtujeni in tudi sami že podobno zapriseženi predpisovanju in pravilom in administrativnem upravljanju s prostorom, kot pa sami posamezni lastniki in uporabniki, ki so nenazadnje prisiljeni s prostorom delati in ravnati in sprejemati odločitve od dne do dne. Danes je zelo moderno govoriti o upravljanju prostora, ampak večinoma to zelo pragmatično povezujemo z vlogo občine, z vlogo države ali institucionaliziranih služb. Kakšna pa je vez med načrtovanjem, tem branjem prostora, rešitvami, ki zagotavljajo varstvo in razvoj krajine in upravljanjem, v resnici je zelo šibka. Hkrati so seveda, kot sem že rekla, tudi upravljalci postali s časom zelo zamejeni v svoja polja, zadovoljni s sabo, prepričani, da lahko s predpisi in administrativnimi rešitvami pravzaprav zadostijo
zahtevam upravljanja, ki jim ga narekujejo, naprimer, analize in vrednotenje prostora. Predpisujejo razne naloge in ukrepe, ki jih pravzaprav lastniki zemljišč in uporabniki prostora ne razumejo oziroma jih sploh nikoli mogoče ne dosežejo. Moje načrtovalske izkušnje z akterji v krajini po 30 letih dela v prostorskem načrtovanju so vse po vrsti enake. Kadarkoli so nam projekti ponujali možnost, da smo se kot načrtovalci spustili k institucionaliziranim upravljalcem in lastnikom na terenu, k pridelovalcem, k kmetom, se nam je vedno obrestovalo in samo obrestovalo. Naše vrednote in razumevanje krajinske kakovosti, če hočete, pa tudi drugih varovalnih mehanizmov, sploh niso bile tako daleč vsak sebi, kot so se zdele, dokler smo si dopisovali oziroma dokler smo se samo brali. Ko smo se začeli pogovarjati, ko smo svoj delovni jezik zamenjali za nek skupen jezik in se začeli razlagati, kako razumemo vrednote, kako razumemo ukrepe, smo sorazmerno hitro prišli skupaj. Naj si tukaj dovolim dati en primer. Na Jezerskem smo skupaj s kolegi pripravljali eno delavnico v zvezi s pripravo krajinske politike in tam nam je mlada gospodarica kmetije zaupala, da sta s kustosinjo Spomeniškega zavoda za varstvo kulturne dediščine morali postati prijateljici, zato da je ona lahko prenovila hišo v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji. Kaj nam je hotela povedati? Tokrat sta se morali srečati, tako blizu sta si morali postati, tako zbližati se je moral njun jezik, da je pravzaprav prišlo do prevoda kulturno-varstvenih smernic za prenovo, da je ona potem lahko to tudi uresničila. Dokler je to brala, sploh ni vedela, kje začeti, kaj naročiti delavcem in kako narediti, da bo lahko hišo prenovila in živela z njo v tej svoji ekološko naravnani kmetiji in turistično naravnani kmetiji. Namenoma omenjam hišo in spomeniško varstvo kulturne dediščine, zato ker je načrtovanje varstva in razvoja krajine seveda bistveno kompleksnejše in dosti bolj zmuzljivo delo in ker na tem področju tega prijateljsko, strokovnega, podkovanega človeka seveda nikjer v sistemu sploh ni. Zato mogoče vsi potrebujemo tisti slovar z ilustracijami, o katerem v uvodu govori profesor, da bo stekel nek nov, bolj razumljiv in pogovoren način načrtovanja. Kaj pravite, profesor? Kolegica je poudarila nekaj, kar se mi zdi mogoče, kar včasih pozabimo, tudi to razliko med načrtovalci in ustvarjalci. Mogoče se nam včasih zdi, da smo mi ustvarjalci, ker rišemo načrte, ampak kot je Maja rekla, ne, ustvarjalci krajine so drugi večinoma, mislim, so uporabniki mogoče naših načrtov. In govorimo seveda različen jezik. Kako ga poenotiti? A ga je treba poenotiti? No, jaz mislim, da je, če malo sledim temu, kar sem poskušal razložiti po knjigi, da se zavemo, da ima vsak v sebi svoj načrt. Ta načrt je krajina. Pa razumemo krajino malo širše, Skratka, ima neko prostorsko ureditev okrog sebe, v kateri se počuti dobro, ali si želi, da bi se nekako spremenila v neko določeno smer. In to nosi vsak od nas s sabo. Se pravi, ta odnos do prostora je pri vsakemu ustvarjalu. In mislim, da bi se morali profesionalci in seveda zlasti pa politiki in tisti, ki odločajo o rabi prostora in seveda s tem o velikih spremembah v prostoru. Seveda pa tudi tisti, ki odločajo o stvareh, ki potem spreminjajo tehnologije, ki spreminjajo način rabe prostora. Da bi se morali zavedati, da pravzaprav vsak človek nosi s sabo to, ne bom rekel dragocenost, ampak vsekakor nosi s sabo krajino v tem širšem pomenu in da zaradi tega je prav, če smo obzirni drug do drugega. To se pravi to, kar je ta primer, ki ga je povedala kolegica Maja v zvezi z spomeniškim varstvom,
točno nakazuje to, ne? Da sta se morala dva osebna doživetja prostora tako približati, da sta razumela eden drugega, ne? Da sta lahko komunicirala med sabo in da sta potem seveda lahko usklajevala. Ne? Moram spet citirati profesor Štajnica, ne? On dejansko govori o nujnosti usklajevanja. Ne? To se pravi ne neko dogovarjanje, neke javne razprave, pa neko sprejemanje, ampak v bistvu neko sporazumevanje o tem, kako bomo vstopiti v prostor. Mislim, da smo mi daleč od tega, zlasti še kakšna zakonodaja naša, ali seveda tudi ta način tekmovanja med posameznimi družbenimi interesi, ki se danes kaže, in potem seveda razne dominacije interesov. Ampak moram reči, da seveda to ni bila tema, ki bi se ji hotel posvečati, ne? Ker se mi je zdelo, da je pomembno, da najprej razčistimo pravzaprav to na neki osebni ravni. Ne? In tu je to, kar sem že omenil, čutim neko pomanjkanje, neke empirije, ne? To bo seveda kolega Polič veliko boljš razložil, ne? Ker on je gotovo to začutil, ne? Da stvari, ki tudi na vsej osebni ravni jih je mogoče tudi empirično pretestirati. S tem seveda, da eno je seveda empirično testiranje, drugo je seveda pa nek občutek, bi rekel, za to, kaj se nam v prostoru dogaja. Ne? In ne moramo se vedno samo sklicevati in čakati na neke empirične potrditve, ampak je prav, da nas vodi tudi naš ta notranji kompas, ne? Katerega en del je seveda ravno to, kar sem hotel reči, nek osebni načrt, prostorski načrt, ki ga nosim s sabo. Ne? Hvala lepa. Mislim, da je dobra istočnica profesorju Poliču. Osebni načrt prostora, osebno razumevanje krajine, kjer se začne in ki je Hvala za besedo. Moral bi reči na začetku, da sta Jelka pa Maja postavili vprašanje, ki so naslovljene širše, ne samo za Ancija, ampak še za mnoge druge, tudi za psihologijo, če hočemo. No, jaz seveda mislim odgovarjati na ta vprašanja in ne tule, saj ne v tem trenutku, ampak bi imel par besed o Ancijevi knjigi, ki je seveda bila tudi zame precejšen izziv. In že na začetku, ko sem se srečal z dejansko tako sistematično poglobljeno meddisciplinarno in celo naddisciplinarno obravnavo krajine, sem mi zastavljal vprašanje, kaj ima pa psihologija za povedati o krajini, kaj se pa klele ve. In sem šel seveda malo prebrskati po raznih knjigah, učbenikih in drugih člankih in podobno. In enostavno moram reči, da mi niti nimamo na svojem področju tako sistematičnega dela o krajini, kot ga je tule pripravil profesor Marušič. V najboljšem primeru bomo slišali nekaj o naravni krajini, to je edini naslov poglavja, kjer je praktično krajina omenjena, potem pa seveda gre za zaznavanje krajine, za všečnost krajine, za prisvajanje krajine, za pripadnost krajine, za znajdenje v njej, oziroma se krajina in okolje nekako izmenično uporabljata v istem pomenu. No, kolega Marušič je jasno pokazal, to konec koncev sledi tudi kjer on to navaja, iz definicije, kaj to krajina je, da krajine brez človeka ni, kjer se nekako prelamljata ali pa neko presečišče človeka in nekih fizičnih danosti. Psihologija se je, da tako rečem, sicer od vsega začetka, ko je nastala kot znanost, ukvarjala z okoljem. Ampak to okolje je bilo splošno in abstraktno. To so bili posamični držljaji, ne pa neko prostorsko-fizično okolje, v katerem poteka dejavnost, v katerem ljudje ali pa seveda druga bitja počno to ali ono. Šele precej kasneje se okolje širi nekje v 60-ih, 70-ih letih in sicer najprej na urbano okolje. Krajina je bila omejena samo na mestno krajino,
prva knjiga v Evropi vsaj, ki je bila povezana z okoljem, oziroma s tem, če danes pravimo okoljska psihologija, je imela naslov Psihologija za arhitekte in jo leta 1977 objavi David Kanter, oziroma leta 1972. Potem se pa seveda pojmovanje širi. V Ameriki je prišlo do obravnave krajine v širšem smislu nekaj prej. Bones in Secchiarelli v svoji knjigi, ki je nekakšen pregled razvoja okoljske psihologije, navajata, ali pa menita, da ne brž zato, ker je bilo v Ameriki več naravne krajine kot v Evropi, ki je bila bolj usmerjena v gradnjo, v urbanizacijo in podobno. No, če gremo naprej, seveda Ansijev pogled nikakor ni statičen, je dinamičen, je razvojen, kar seveda je tipična značilnost znanosti. Pri tem seveda se on loteva tudi, tako rečem, teh bioloških, se to je malo prej tudi omenil, bioloških vidikov. Nekje mislim, da celo navaja, da se pri živaleh zasledi nekaj vedenja, ki je podobno kot pri človeku. Jaz bi zadevo malček obrnil, namreč nevropsiholog McLean nekje navaja, da lahko človeške možgane razdelimo v 3 dele, v plazilske, ki so odgovorni za stereotipno vedenje, paleosesalske, kjer gre za predelavo s pomočjo čustev, in za neosesalske, kjer gre pač seveda za razum. In jasno, te zadeve delujejo bolj ali manj usklajeno, imamo pa mi seveda precej ostankov naših davnih prednikov in tako naprej. Kar se kaže, ne nazadnje, ta evolucijski vidik v psihologiji kar precej, ko govorimo o všečnosti krajine. Čeprav tukaj moram reči, da si psihologija zelo rada prisvaja vse, kar je povezano s človekom, pa je nastalo pri nekomu drugmu. Pa naj bodo to geografi, pa naj bodo to tudi krajinarji, pa naj bo to kdorkoli. Je pa seveda tudi sama marsikaj k temu dala. Tukaj imamo recimo Appletonov pogled obeta in zavetišča, potem tisto znano savansko hipotezo, človeštvo naj bi kot vrsta nastalo v afriških savanah in zato so nam te tako všeč, kar pa kasneje potrjujejo tudi določene nevropsihološke in druge raziskave, tudi s fraktali, močnostnimi spektri in podobno. To so pač vse značilnosti, ki pomagajo hitro prepoznavo bistva prizora. In videli bomo tudi, če bi izgledali te novejše teorije pozornosti in podobno. Najmingajde omenim še, da se pozornost pojavlja pri eni od teh hipotez za všečnosti pri Kaplanovih. Namreč opazovanje naravnega okolja je manj pozornostno obremenjujoče kot pa opazovanje recimo umetnega in drugih okolij. No, ko govorimo o zaznavanju, pa tu se nekako pojavljata 2 vrsti procesov. To menjam zato, ker se kolega Marušič nekje sklicuje na Gregorija, to je znan psiholog, ki se ukvarja z zaznavanjem in njegovim preverjanjem hipotez. Mene pa moram reči malo bolj simpatičen, čeprav je tudi enostranski, tako kot Gregorij, nekaj pri Gregoriju lahko postavimo vprašanje, kaj pa so to hipoteze. James Gibson, namreč on uvaja časovno dimenzijo in tudi pojem affordance, to se pravi okolje nam vrstno specifično pove, kaj lahko v njemu počnemo. In ta ideja je kar precej zanimiva, čeprav je tudi njegovo pojmovanje sorazmerno enostransko. Obojne vrste procesov, tisti, kot jim pravimo od zgoraj navzdol, ki jih določa naša pričakovanja in izkušnje, in od spodaj navzgor, ki jih določa zaznavna evidenca, se pravi neposredni dražljaji, sodelujejo, so neprestano prisotni, enkrat eni v večji, drugi v manjši meri. No, obenem so pa novejše nevropsihološke raziskave, namreč razvoj tehnologije tudi v psihologijo prinesel mnoge nove možnosti raziskovanja, pokazale, da v bistvu lahko razlikujemo 2 zaznavnostna sistema. En je tisti, o katerem govori tudi Gibson, to je sistem za delovanje, da mi v okolju nekaj počnemo. Potem je pa še sistem za zaznavanje, kaj pa je tisto, na katerem bomo nekaj počeli.
No, če gremo naprej, ta pojem affordance in podobno, jaz ne bi zdaj o Gibsonu na dolgo in široko, ker potem bi bil tudi jaz malo preveč enostranski in morda dolgočasen. Opozarja na vrsto zadev, na katere moramo mi pomisliti, ko govorimo o človekovem odnosu do okolja. Bi pa se lotil še ene zadeve, ki se je spet pojavlja v geografiji, in to je pojem, ki ga tudi kolega Marušič omenja, pojem kraja. Ti praviš tam, seveda krajina ni kraj, čeprav ima tudi elemente kraja. Zanimivo je, da se je pa psihologija, kakor se ni tako sistematično ukvarjala z krajino, se pa s krajem je. In gledamo recimo knjigo Davida Kantarja, Psychology of Place, in seveda še mnoge druge, ki se ukvarjajo s takimi in drugačnimi kraji, pa tudi z prostorom mogoče bolj pojmovanim v smislu krajine, kot pa nekega vsebnika česarkoli. No in tle bi se skliceval še na geografa Relfa in njegovo knjigo Place and Placelessness, to je kraj in nekrajnost, ne vem, ko bi točno to prevedel, ali odsotnost kraja. In on nekje pravi, pač kako opredeljuje kraj, podobno kot tudi Kantar, to je približno istočasno nastal, kot nek preplet ali pa preseg dejavnosti, fizičnih značilnosti in pomenov. Omenja tudi, da so lahko, in to omogoča razlikovanje krajev, da so tudi kraji, ki v bistvu niso kraji, odsotnost krajev. On nekako tako zapiše, da do tega pride zaradi, da tako rečem, dejavnosti, ki je sama sebi namen, kiča in podobnega, v bistvu nekako kraji, ki jih ne moreš razlikovati, ki nimajo nobene ne identitete in česarkoli. No in tu je tudi moje vprašanje za današnjega pisca, glavnega pisca in kolega, ali lahko tudi pri krajini govorimo o nekrajinskosti ali odsotnosti krajinskosti, tako kot Relf govori pri krajih. A bi lahko tudi imeli krajino v tem smislu? Ne vem zdaj, kako bi to poimenoval, nekrajinskost ali kako drugače. Ja, mislim, da je... Hvala. Mislim, ja. Izvolite. Mislim seveda, da je to malo odvisno od tega, kako, da se vrnemo zdaj k definiciji krajine. Če je krajina svet, potem smo zmerno soočeni z neko mero negotovosti in potem pravzaprav ni nekrajine. Ne? Če je krajina kulturna krajina, umetno ustvarjena ali kakorkoli kontrolirana, oziroma če je krajina okolje, se pravi svetu, iz katerega smo pravzaprav pobrali stvari, ki so za nas pomembne in jih ustvarimo in definiramo kot okolje, potem seveda lahko obstaja neokolje, ne? Ker pravzaprav v njej ni ničesar, na kar bi lahko ustvarjalo naše okolje. Malo se tle seveda vračam nazaj na Oldskila, oziroma tudi mogoče na definicije, ki jih je dal Angaben in ali kakorkoli, neke filozofska razmišljanja o svetu. Ne? Tako da težko odgovorim na to, ne, da ni nekrajne, ne? Ker je točno to vprašanje, kje smo zdaj na definiciji med svetom in okoljem. Ne? Okolje je kot nekaj, kar je definirano za stvarmi, ki so za nas pomembne in ki jih prepoznavamo, ki jih imamo za del nas, ne? In med svetom, ki je za nas še vedno nepopolnoma raziskan, ne? Ker še vedno je veliko negotovosti, ne samo zaradi prihodnosti, ki je pač ne znamo raziskati, ne? Ampak tudi zaradi zavesti o tem, da še veliko stvari, o katerih ne vemo dovolj. Ne? In se pravi, da je zmeraj neka določena mera negotovosti. Ne? To se pravi, da potem nekrajina bi bila neko povsem gotovo okolje. Ne? Se pravi, mogoče nekaj drugega kot nekraj. Ne? Ker mogoče nekraj je ravno to, da je v njem nič prepoznavnega. Ne vem, kako definira zdaj ta. Ne boš razlikovati. Ja. Medtem ko seveda nekrajina bi pomenila v bistvu popolnoma kontrolirano okolje. Ne? Najbrž to niti
kirurška dvorana ni, ne? Ker tudi tam je gotovo veliko še nekontroliranega. Ampak ko stopim na cesto in pogledam v nebo, takoj vem, da sem v svetu. Ne? Ja, hvala lepa. Zdaj, če sledimo definiciji, tudi iz Evropske konvencije, potem ne krajina bi bila tisto, kjer bodisi ni narave, bodisi ni človeka. Ja. Hvala lepa za vaš odgovor. Prosim dr. Gantarja za njegovo misel v knjigi. Ja, lep pozdrav vsem in hvala za povabilo in za priložnost, da spregovorim nekaj besed o knjigi profesorja Janeza Marušiča o krajini. Najprej bi rad rekel, da nam s to knjigo profesor Marušič predstavi neskončno bogatstvo besede krajina in pravzaprav me je prav to napeljalo k razmisleku, ali je ta pojem, ta koncept krajine, pravzaprav bogatstvo ali prekletstvo krajinskih arhitektov. Torej, lučka je drugačna in jaz bom nadaljeval, boj, da ste me slišali do zdaj. Rad bi rekel samo to, ali je ta pojem krajine, bogatstvo ali prekletstvo krajinskih arhitektov. Ni dvoma in to je najprej, kar nas nauči ta knjiga, je, da je krajina pojem, ki je nabit z večpomenskostjo, z bogato metaforiko in metonimično rabo, zato se razumljivo izogiba in izmika jasnim opredelitvam in kodifikacijam. Govorimo, kot veste, jasno, naravni, kulturni, gorski, politični, urbani, krajini in tako naprej, nekatere v metaforični, drugi v metonimični rabi. In ta večpomenskost povzroča gotovo neke vrste, recimo temu, prekletstvo poklicu krajinskega arhitekta, arhitektke ali planerja, planerke, saj mora biti nenehno v sporu s svojim konceptualnim okvirjem, ki naj mu pač omogoči neko disciplinarno sidranje in institucionalizacijo. Obenem pa mu seveda ta večpomenskost tudi odpira nove horizonte, do katerih dodobra utrjene prostorske vednosti, znanosti pravzaprav ne morejo seči. Torej tudi bogatstvo, zaradi katerega je vredno tvegati, da imamo, če že hočete, pojem krajine vedno pod vprašanjem, da ga vedno znova poskušamo ujeti v izmikajočih se razsežnostih. Zato lažbo kot sociolog, ki se 50 let ukvarja s sociologijo, skorajda lahko krajinskim arhitektom in arhitektom povem, da niso sami, da se še vedno zdrznem ob osnovnem vprašanju, če me kdo vpraša, kaj je družba, še vedno trznem in pravzaprav zamislim, kaj pravzaprav že je družba. Na vse to opozarja in ena od tem, ki se ponavlja v knjigi profesora Marušiča, namreč na razlikovanje in enačenje med krajino in pokrajino. Pravzaprav je pokrajina za prostorske vednosti oziroma znanosti, kot so geografija, urbanizem, arhitektura, tudi prostorska sociologija, zelo udobno pojmovno orodje, s katerim se lahko izognejo težavam, s katerimi se ubadajo krajinarji. Je udoben, zanesljiv koncept, ki ga lahko opredelimo v geografskih, upravno-političnih kategorijah in sociologiji v družbeno-prostorskih sovisnostih. Če recimo rečemo, da je pokrajina območje, ki ga zaznamujejo skupne oziroma podobne reliefne, podnebne, pedološke, rasne in podobne razmere, smo znotraj dobro definiranega področja fizične geografije in si ne puščamo veliko odprtega prostora za različne pomenske odtenke. Odprto ostaja samo vprašanje, kako natančno smo to sposobni pisati. Podobno velja tudi za opredelitve pokrajin kot upravnih,
političnih reorganizacij neke države ali pa za koncept prostora oziroma družbeno-prostorske sovisnosti v sociologiji. Moj pogled tu na branje knjige profesora Marušiča mogoče utegne biti tu nekoliko drugačen od tistih, ki iščejo pravzaprav, kako profesor Marušič pravzaprav razišče in poišče sorodnosti in povezave s krajino, v psihologiji, umetnosti, zgodovini, arheologiji in geografiji. Meni se zdi pomembno, da je specifična vrednost koncepta krajine v krajinski arhitekturi in planiranju ni v tem, kako se navezuje in povezuje na druge, v narekovaju, krajinske koncepte. Prav obratno, vprašati se moramo, česa ne moramo pojasniti s pojmi, kot so pokrajina, prostor, mesto, urbano, ruralno, kraj, da moramo uporabiti koncept krajine. In torej ne gre za to, kar krajinska arhitektura povezuje z drugimi vednostmi oziroma disciplinami, ampak tisto, kar jo skozi koncept krajine razlikuje od drugih. Dileme v tem v zvezi s tem se rešuje tako ali drugače, mogoče včasih se tečemo k etimološki razlagi, lahko nam pove o tem, kako je pojem nastal, seveda pa nam težko razloži, ali pojem tudi danes funkcionira tako. Profesor Marušič navaja, kot veste, angleško besedo landscape, ki naj bi nastala iz starega frizijskega jezika, landshop, iz katerega je se razvila landscape in tako naprej. Frédéric Poussin v tekstu razvija krajino razume krajino, da se pojem krajine razvija iz grškega glagola skopein, torej motriti, razmisliti, proučiti, preveriti. In če gremo po tej poti, moramo priznati, da je vzpostavitev konstitucije oziroma konstitucijo krajine ni vključena samo neka zunanja entiteta, območje, karkoli, ampak tudi naš pogled na njo. In to je tisto, kar posebej poudarjata druga dva, ki se ukvarjata s političnimi imaginacijami in krajino, Dorian in Rose v zborniku Landscape and Politics, in podobno kot profesor Marušič navajata dva razločiva, čeprav povezana pomena krajine. Krajina kot produkt, kot rezultat neke slikovne reprezentacijske prakse, ki ideološko vzpostavlja svojega referenta v razmerje do obstoječega subjekta. Ta referent je seveda narava, zemlje, območje, ki ga vzpostavlja v razmerje do opazujočega subjekta in s tem omogoča način gledanja onkraj neposrednih razmerij, funkcionalnih razmerij do predmeta samega. In drugi pojem krajine je seveda v bolj splošnem pomenu, kot že poznamo, sociokulturno oblikovanje fizičnega okolja strani kolektivov in posameznikov. Zdi se, da se s to zadnjo opredelitvijo, ki jo je izpostavljena tudi v knjigi profesora Marušiča, krajinska arhitektura tu deli svojo definicijo krajine s številnimi drugimi disciplinami. Tisto, kar pa jo po mojem mnenju razlikuje, pa je ravno način gledanja onkraj neposrednih funkcionalnih razmerij med subjektom gledanja, gledalcem in referentom, ki s tem vzpostavlja polje simbolnega. Ko sem se spomnim kot nekdanji učitelj, sem seveda skozi leta pozval, kako študente krajinske arhitekture in študentke seveda, da so bistveno bolj dovzetni za to, kar jim prepovedujemo, ko so bili na primer študenti arhitekture, imam tudi izkušnjo od tam, in kot razlog se mi zdi, da je to ravno v odprtosti pojma krajina, ki je hkrati skozi idejo preoblikovanja se navezuje tudi na druge in obenem vzpostavlja specifičnost svojega pogleda. In če rečem še na kratko v zvezi s sociologijo, kaj ima sociologija za povedati o krajini? Pravzaprav podobno kot psihologija, nič, skoraj da nič. Veliko pa ima povedati o kraju, o lokaliteti in vsem tem. In moje vprašanje za profesor Marušiča bi bila, torej bogatstvo ali prekletstvo v bogatstvo. Hvala. Hvala lepa. Jaz mislim, da je
seveda zelo koristno, ne, da ta pogled zunaj, bodi si psihološki, sociološki, politološki, kakršenkoli, in da je to zelo koristno, ne, ker sicer se naše prespraševanje začne vrteti v krogu in zapletati v nek narcizem malih razlik med krajem, pokrajino, krajino. Profesor. Ja, mi lahko še enkrat ponoviš vprašanje. Ja, se upravičujem. Čakaj, ali je prekletstvo bogatstvo ali prekletstvo, ali je prekletstvo v bogatstvu? Ja, krajina ali je bogatstvo ali prekletstvo za krajinske arhitekte ali prekletstvo v bogatstvo. No? Bolj besedna igra. Ja, besedna igra. Najprej se odgovor, ne vem, mislim, da je krajina bogatstvo za krajinske arhitekte. Ne? Prekletstvo je pač vsak problem, ki ga treba rešiti. Ne? In mislim, da je tu, če smo malo bolj, kako bi rekel, pragmatični ali pa bolj poenostavljamo stvari, ne? Potem bi rekel, da je pač bogatstvo je v tem, da je polno izzivov, ne? Na drugi strani seveda pa prekletstvo, da je težko na te izzive odgovoriti. Ne? In najbrž si tudi to imel v mislih. Ne? Če se pa vrnem nazaj na to razpravo okrog pokrajine in krajine. Namreč problem je krajine v tem, da je krajina kontinuum. Da v krajini težko postavimo meje, da jih pa seveda človek postavlja. Zato, ker človek je teritorialen, ker je to pač prinesel, kot je prej kolega Polič lepo povedal, stvari prinesel še od prednikov, ne, ki so tudi razvijali teritorialnost, ne, in moramo reči, da je človek pravzaprav med vsemi živalskimi vrstami še najbolj teritorialen. Ne. To se pravi, ta teritorialnost nam je vsila, nam je nekako imputirala neke meje v prostoru, v katerem pa pravzaprav jih ni. Ne. Ampak če sem zdaj pa vrnem mogoče malo iz te teme in grem v načrtovanje samo, ne, potem seveda, in to seveda se pa tiče tudi našega osebnega načrta, krajina kot načrt, ne, se naenkrat pokaže, da ko vrednosti projeciramo v prostor, da so te vrednosti v bistvu, kot rečemo v vednosti o znanosti, o podatkih, no, če tako rečem, so zvezdna polja. To se pravi, da to niso entitete, niso točka, črta ali ploskev, ampak so zvezdno polje. Zvezdno polje se pravi nek kontinuum, ki se širi po prostoru in vrednost, to seveda spet izvira žal tudi iz živalskega sveta, ne, kjer je dosegljivost hrane, na primer, ne, odvisna pravzaprav od oddaljenosti. Ne. In tako se nam tudi v planiranju takoj pokaže, da igrajo oddaljenosti v prostoru zelo pomembno vlogo, kajti to pomeni vpliva na ekonomiko izkoriščanja prostora, zemljišča in tako naprej. Ne. To se pravi, da na lepem te oddaljenosti nas naenkrat prisilja v to, da se vrednosti transformirajo v bistvu v zvezdna polja. In to je čisto, bi rekel, metodološko-planerski problem, kjer moramo najprej posamezne entitete, točke, linije, ploskve spremeniti v zvezdna polja, potem pa, ko se opredeljujemo za namensko rabo zemljišč, moramo v bistvu ta zvezdna polja spet nazaj predstaviti v entitete, ne? V to zemljišče bo za urbano rabo, ali to zemljišče bo za kmetijstvo, to zemljišče bo za gozdarstvo, za gost, ne? To se pravi, da moramo na lepem postaviti spet meje, ne? Spet čisto človeški problem, moramo postaviti meje posameznim interesom v prostoru in se pravi, da moramo zdaj preiti iz te faze entitet preko zvezdnih polj nazaj v entitete. Ne? In to je, recimo, tako bi rekel, majhen metodološki problem v samem načrtovanju. No, ampak to ni vezano na to knjigo in na to besedilo, ker je to že, ko bi rekel, planersko-metodološki problem. Ne? Tako to razložim. Hvala. In o tem bomo več prebrali v vaši naslednji knjigi, kolikor vem. Če bo uspelo.
Hvala lepa. Mislim, da je ta dilema, ki jo je postavil dr. Gantar, prekletstvo ali bogatstvo, ne, kaj je krajina, namiguje še na nekaj, no, in mislim, da bomo imeli to priložnost slišati od profesorja Krefta, namreč, da ta samoumevnost pozitivnih pojmov, ki jih običajno navezujemo na krajino, mogoče je lahko tudi nevarno, no, da skriva v sebi neko potencialno tveganje. Profesor Kreft, prosim. Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za knjigo, ki je izjemno branje, ne bom ponavljal to, kar je bilo že rečeno, dodam lahko samo še en vidik. Knjiga je vsekakor tudi privlačna, zaradi močne estetske komponente, tako v vsebini kot v grafiki, zapisu in zlasti seveda tudi v slikovnem materialu. V tem smislu bi se dalo napisati poseben esej o krajinski fotografiji, ki je v knjigi in ni ilustracija, ampak je dostikrat besedilo, pravzaprav ilustracija tistega, kar slika pove. S krajino in konflikti sem se srečal prvič ob koncu 60-ih let in v začetku študija v 70-ih skozi rohnenje Mateja Bora proti uničenju njegovega pogleda skozi okno na eni strani in ob branju knjige Kazimirja Tarmana Človek in narava, ki je veljala za poljudno-znanstveni uvod v novo problematiko. Javna polemika z nepopustljivim Borom je kazala na eni strani socialistično-kardeljevski odnos, ki je dajal absolutno prednost tehnološkemu industrijskemu napredku in njegovi zmožnosti, da naravo osvoji za človeka, ter pri tem znanostjo rešuje vse težave, ki zaradi posegov nastajajo. In na drugi strani seveda Borovega pristopa, ki je zahteval neokrnjenost v okviru svojega okna, svojega pogleda skozi okno. To je bila razlika med drvarjem, ki vidi le zasečno pripravna debla, in flanerjem, ki vidi le neko samosmotrno sprehajalno lepoto. Konflikt je vsekakor premostljiv, še zlasti stroko, za katero stoji znanost, kadar seveda ti dve poziciji ne gresta v skrajnost. Ampak mi smo danes v času skrajnosti. Paradoks ali protislovje skrajnosti se mi zdi, da zelo dobro opiše Pika Nogavička, ki pripoveduje Tomažu in Anici, kako je šla v Pragost tja, kamor še nikoli ni stopila človeška noga in tam našla kaj drugega kot pravo pravcato človeško nogo, umetno skonstruirano, ki jo pol kasneje podari invalidu in mu je prav kot ulita. Ugovori si tega skrajnega, kulturno-varstvenega pristopa, kakršen je denimo alternativa za Nemčijo kot stranka, postane krajina mesto spopada za ohranitev ukoreninjenosti in je pripisana magična moč vzpostavljanja človeške skupnosti v zlitju s krajino. Gre za posebno vrsto kulturnega rasizma, za razliko od biološkega, ki išče razlike v genski zasnovi narodov in ras. In tu stopa v zgodbo Martin Heidegger, to sprav filozof, ki postavlja določeno filozofijo, ki se tiče tudi krajine. Prijatelj Miško Šuvakovič me je opozoril na članek Juliana Göpfarta, ki govori o sodobni uporabi filozofskih pogledov Martina Heideggerja, posebej na ukoreninjenost Daseina, tu biti, v zemljo kot kategorijo, ki jo pojmuje kot bivanski temelj skupnosti, onstran uničujočega racionalnega delovanja tehnologije. Heidegger je seveda težko dojet v njegovih mračnih globinah, kar je konec koncev tudi namen njegove govorice, vendar je tudi brez popolnega dojema lahko uporaben. V naši sodobnosti je prišel torej prav za nadomeščanje biološkega rasizma, ki je postal točka, ki se vsakdo izogiba zaradi genocida in drugih razlogov. Namesto biološkega se zdaj pojavlja in razvija kulturni rasizem. In tega si od Heideggerja izposoja, kot smo rekli, sodobna skrajna desnica. V skladu s Heideggerjem je okolje totaliteta kulturnih krajin. Kulturnost krajine pomeni, da je prepletena z rituali in običaji, ki jih je vanjo skozi dolgi tok bivanja vnesla tu bivajoča skupnost, z vsemi miti, pripovedmi, z mističnimi praksami in magičnimi praksami vred. Ta kolektivni Dasein, tu bit, je vpisan v krajino, v zemljo, ali slovensko še bolje v prst, domačo prst, ki je naše lokalno domovanje, naša zemlja. In za to zvezo, s krajino smo aktivisti, varstveniki in varstvenice okolja, ker branimo krajinsko zavezo bivanja pred racionalizmom in tehnologijo in pred vdorom vseh tujkov in tujcev. Magari je taka krajina lahko občina, če
se le da, če ni regija. Ta varianta pojmuje krajino kot tisto naravno kulturno nekaj, kar se skriva pod tehnološko racionalno izrabo in zlorabo in izginja pod njo zaradi agresivnosti te tehnološke izrabe in zlorabe in je tisto, kar je avtentično, eigentlich, avtentična sestavina zlitja ljudi z okoljem, zemljo, s prstjo. V smislu geštela, v slovenščini je običajni prevod okvir, tisto, kar je postavljeno kot konstrukt, ali v angleščini prozaični prevod framework, francoski izraz za to Heideggerjevo rabo geštela je support. Geštel je ustredni sta drugemu pomenu krajine kot zgradbe, toda ta zgradba je za Heideggera nekaj skonstruiranega, nepristnega, uničujočega za kulturno identiteto krajine z enim ljudstvom vred, ki uniči prav tisto, kar ne sme biti omadeževano. Za sodobno skrajno desnico je značilno, da ostro zavrača zeleno gibanje in zeleno politiko, ki ima očita, da sta podvržena racionalnosti in tehnologiji, da sta inženirski pristop, lahko bi rekli tudi arhitektni, in uničujeta krajino s postavljanjem oziroma ohranjanjem ponarejenega tehnološkega okvirja, krajino določa kot nepristno. Odvzema je torej njeno pristnost, čeprav jo ureja. Krajina je torej neko sidrišče lokalne identitete, rasne spojine ljudi z zemljo, iz katere rastejo in odkot je treba zaprečiti vdor tujstva. Mi nismo rasisti, pravijo. Mi nismo sovražniki tujcev, sam doma ne ostanejo, tam, kamor spadajo, v svoji kraj. Iz tega izvora prihajajo ne le opredelitve tujstva kot uničevalnega za krajino, ko gre za prihod ljudi, da nimo migrantov, ampak to velja tudi za tujstvo živali in rastlin in seveda tudi za kulturo v ožjem pomenu besede, človeških artefaktov, ki jih je treba seveda odstraniti, če v to našo krajino ne spadajo in ogromno jih je bilo že uničenih in odstranjenih v vojnah in izven vojn. Izkušnja z rasizmom, ki ni bil najprej predsodek in nato njegova teorija, ampak najprej znanstvena teorija, kot vemo, nam da vedeti, da je treba biti s prenosom Heideggerjeve filozofije zemlje, tu biti in pristnosti in postava, sodobne politične ideologije previden in na te procese pozoren prav v znanosti in stroki. Saj se sicer lahko v njej razbohoti tako, kot se je v 19. stoletju darvinizem prelevil ravno v znanosti za razlage nastanka vrst v naravoslovno upravičenje imperializma. V primeru heideggerijanskega geštela pa gre za kulturološko upravičenje in razumevanje skrbi za krajino v smeri njenega čiščenja, takega, kot ga poznamo iz sodobnih vojn, kjer etničnemu čiščenju dela družbo brisanje prisotnosti drugih kultur. Mene seveda zanima, jasno je, da se stroka in znanost z vsem tem srečuje, nekaj je naznačenega tudi v knjigi. Zanima me seveda ta pozicija krajinskega arhitekta. Meni se zdi kot nekakšen reševalec na bojnem polju, kjer reševalci nimamo za seboj posebne zaščite. Kako se torej zaščitijo sami pred vsem tem? Povejte, profesor. Ja, zdaj sem kar odgovor. Ne vem, mislim, ne vem, če sem tudi dobro razumel, pravzaprav čisto vprašanja, ne? Zato bom zdaj kar bom odgovoril, ali ne vem, počakam še, da mogoče mi malo natančnejše poveste. Ja, mene zanima pri vsaki stroki in tudi vaši, ne, tudi pri moji lastni najprej, seveda kako se braniti vseh teh skil in karibt, ki prihaja kot izzivi iz izvenznanstvenega okolja v našem času z izrazito skrajnostnih pozicij in skušajo seveda vplivati in pravzaprav uporabiti in zlorabiti znanost in stroko za svojo agendo. To je vprašanje. Ne. Zdaj, nekatere stvari nisem slišal čisto dobro, ker je, mislim, glasni, ampak nič hudega. Bom poskušal, mogoče bom udaril mimo. Na vsak način mislim, da je da bi morali, da je krajinska arhitektura ali krajinsko planiranje mora nekako povzemati vse družbene interese in jih, če zdaj seveda malo poskušam še citirati profesora Steinica, in jih poskušati pripeljati na neko skupno raven. Ne? Zdaj, kako to narediti? Profesor Steinic pač gradi na tem, da organizira nekakšne delavnice, v katerih tudi včasih postavi laike, ne? Se pravi različne interese, ki pa morda ne znajo eksplicirati na ustrezen profesionalen način
svojih pogledov na bodočnost prostora, ne, da jih skuša pripeljati na neko raven, kjer se pravzaprav izenačijo ta znanja profesionalna, ne, tako da v bistvu na nek način vsi ti različni akterji, različni deležniki, ki ne bi sodelovali pri odločanju o tem, kakšen ne bo prostor, pridejo na neko enotno raven. To je seveda en pogled, ne. Recimo že zdavnaj pred 20 leti ali pa mogoče 30 leti že bil na gradbeni fakulteti nek drug profesor, tudi z Harvarda, ki je seveda plediral za to, in kar se tudi jaz mislim, da bi mogoče bolj delovalo, da je v bistvu ta povezava med profesionalnim in laičnim, ne, in laično ima popolnoma enako pravico pripravljati neko načrtovati, no, ali urejati prostor, ne, če smo že korak naprej, ne. To se pravi, da je pripelje na isto raven s tem, da pravzaprav nekim civilnim, nevladnim organizacijam da družba sredstva, da najamejo svoje profesionalce, ne. To se pravi, da se ustvarjajo neke alternative, ki so vse profesionalno pripravljene, ne laično, kot se danes dogaja pri nas s temi nevladnimi organizacijami, ne. In da potem se te profesionalne alternative soočajo, to se pravi, so na enaki ravni, ne. Ampak seveda možno je tudi, da se profesionalci organizirajo in se žrtvujejo s tem, da poskušajo pripeljati različne interese skupaj in jim pomagati, da se vsi spravijo, da se vsi pridejo na isto profesionalno raven, ne? Ker mi vendar ne moremo ločiti, mi moramo ločevati, ne? To je reči, profesionalnost od laičnosti, ne? Kajti laičnost preprosto ne more tega, kar zmore profesionalc, ne? Zlasti še, ker je profesionalc specializiran, ne? In je potem obstaja cela vrsta različnih profesionalcev, ki so kompetentni, ki so vešči svojih dejavnosti, ne? Medtem ko laik se sooča s celoto, ne? To se pravi, bi moral obvladovati vse te specialnosti, ne? To se pravi, na nek način moramo najti neko povezavo med laično javnostjo, ne? In med profesionalci, ne? To govorim tudi malo zaradi tega, se so prej s profesorem Poličem malo izmenjala mnenje, ker imava v zadnjem času neke kontakte z akademikom Mlinarjem, ne? Ki nekako razmišlja o oziroma o neki socialni ali družbeni znanosti, ne? O tem, da bi vsi bili znanstveniki, ne? Kar je seveda po moje zelo utopično, ne? Moramo iskati druge načine, kako pripeljamo skupaj na eni strani profesionalce, ki bodo še naprej strogo razvijali svojo znanost in bojo še bolj kompetentni in še bolj kompetentni, in na drugi strani ljudi, ki imajo lastne, kot bi jaz rekel, ne, lastne načrte o krajini, lastne vizije, lastne interpretacije krajine, ki so v bistvu tudi načrti, ne. In zdaj kako te načrte, zelo različne načrte, kako biti občutljiv, senzibilen za te vse različne načrte, ki obstajajo v glavi vsakega človeka, ne, če malo poenostavim, kar sem tudi zapisal, ne, kako biti senzibilen za vse te načrte, hkrati pa seveda jih korigirati s profesionalnim znanjem, ne, zato ker vsi ti načrti nosijo sabo gotovo veliko neprofesionalnosti, ne, in je na nek način vendar potrebno to najti neko uskladitev, ne. Zdaj, prave formule nimam, ne, ker je to tudi, moram reči, že malo zunaj okvirja, ki ga to besedilo nakazuje, ne, ampak pravzaprav s kolegom Poličem sem v zadnjem času pravzaprav menila ravno o tem problemu, ne, ravno na podbudo akademika Mlinarja, ne, ki na nek način, na vsak način hoče videti rešitev v tem, da smo vsi znanstveniki, ne, da smo vsi strokovnjaki, da smo vsi krajinski arhitekti, da smo vsi arhitekti, da smo vsi statiki, ne vem, karkoli že rečem, ne. Prosim. Zdravniki, no recimo zdravniki, ne, zelo aktualno, ne. Kaj več ne znam povedati. Ja, hvala lepa. Ja, hvala lepa. Jaz mogoče bi tukaj res dodala, no, mogoče tudi, da malo razširim razpravo, oziroma da se vsi lahko mogoče še kaj vključimo, da v resnici živimo v času, no, ko vsa mnenja štejejo, ne.
Ampak mnenje je seveda lahko mnenje in je lahko vsako mnenje enakovredno. Vprašanje pa je, ali je to mnenje lahko postane tudi neko vodilo za to, kako ravna. Ne vem, če mogoče poskušam malo ilustrirati to interpretacijo krajine ali varstva krajine oziroma varstva nekih kakovosti v krajini, ki jih spoznavamo za pomembne, kot je ohranjenost, avtentičnost, pristnost. Sem poskušam navezati na profesorja Krefta, ki jih lahko nekdo interpretira kot prepoved vsega drugačnega, vsega novega, vsega tujega. Ne vem, interpretira kot, da minaret džamije ne sodi v Ljubljani. Kako pravzaprav razlikovati, ali je treba razlikovati verodostojnost teh različnih mnenj? Ali rečemo kar, da so vsa enako prav? V prostorskem načrtovanju pri urejanju krajine se moramo slej ko prej odločati za sprejeti neko odločitev, ko govorimo o načrtovanju, o sprejemanju odločitev o tem, kaj se bo dogajalo, in je treba ugotoviti, kateri načrt bo najbolj sprejemljiv za vse, kateri je optimalen. Tako, kot sem prej rekla, da mi smo se učili v okviru tega študija in mislim, da poskušamo, se trudimo delovati na tak način, da pri vrednotenju nekih posegov v prostor, načrtovanih posegov v prostor, poskušamo uporabljati in uveljavljati in uporabljati jasna merila, čim večjo stopnjo objektivnosti, ponovljivosti, ko smo se ravno pri profesor Marušiču učili, in pri tehtanju različnih možnosti in uveljavljanju strokovnih argumentov. Ob tem sem se spomnila prej, mislim, da je profesor Kreft rekel, kako že, da je bilo Matej Bor na eni strani, pa potem, kako je bil Kardelj omenjen ali ne, prednost industrializaciji. Ampak to prednost industrializacije, to se mi tako sliši nekako, kot da je iz današnjega časa, ne iz onega prejšnjega časa, ko je mimogrede, ko sem brala tole knjigo, sem se spomnila, kako je profesor Marušič enkrat rekel nam še kot študentom, rekel, veste, Kardeljev govor je bil zelo debela knjiga, in noter ni bilo niti ene besede, ki bi rekla varianta ali pa alternativa ali pa različica. In to je bila težava v tistem času pravzaprav. Danes te variante imamo in in imamo različne poglede in slišati je vse te glasove, ampak se sprašujemo, če je pa vse treba upoštevati. A imamo dosti trdna merila, dosti znanj, a smo dovolj prepričljivi, kadar se odločamo o enem, drugem ali tretjem, ali pa o kompilaciji ali pa kombinaciji. Hvala. Jelka, mogoče še kakšno? Doktor Gantar. Dve besedi. Zdaj, jaz sem omedlista akademika Mlinarja, zdaj nažalost moram povedati, da sem bil dolgo časa njegov asistent in sem tudi nasledil njegov predmet pozneje, ampak vendarle bi ga tu moral, čeprav sem bil dolgo njegov asistent, bi ga vendarle moral vzeti malo v zaščito. On ni imel tega, saj jaz ga razumem tako, kot imamo komunikacijo tega posplošenega, da bomo kar nekaj vsi znanstveniki in tako naprej, ampak v duhu ideje tako imenovane Open Science, ki je seveda že 25 let stara zgodba, pravzaprav odpira vprašanje, kako veliko znanja je nakopičenega izven institucionalnih akademskih zalog znanja, če bi rekel. Kako veliko zadev mi izvemo strani prebivalci kot raziskovalci, ko raziskujejo rodbine, genealogije, zgodovine krajev, na vrsto načinov, ki jih ne bi smeli prepoznati skozi kanone uradne visoke znanosti, ampak za vse druge povzročajo, torej dajo izjemno velike rezultate in s tem na ta način, lahko bi rekel, je treba, to znanost odpreti. Če rečemo, seveda ne mislimo, da bomo postali vsi zdravniki, ampak če mene vprašate, rajš verjamem eni
preizkušeni stari zdravilki z njenimi, bi rekel, kaj so jim čaji, kot pa reklamam, ki jih vrtijo na telopih ne vem, o takih in drugačnih čudežnih tabletah in tako naprej. Skratka, ja, jaz mislim, da je treba odpreti znanost znanju, ne? In tudi tistemu, ki ne nastaja v okolju znanosti. In to, kar pa zadeva to vprašanje, ki je Lev postavil, samo eno zadevo, ne? Vprašanje je dejansko, kako se simbolno konstituira ideja krajine v tem primeru, ne? In ni problem v pojmu, ampak problem v tem, kdo ga konstituira in kako, in meni se zdi, da je treba se opreti, pa ne gre za pojem krajine ali česarkoli drugega, se je treba opreti prav temu, ne, ki poskuša ekskluzivirati definicijo nekega kraja, nekega in absolutizirati idejo, ki je danes pri nas zelo prisotna in je na prvi pogled zelo nenevarna, zelo udobna, ampak hkrati tudi zelo subverzivna v tem smislu, kot je Lev govoril, namreč tu smo doma. Ne? In to je vprašanje, ali smo res, ne? In ali smo samo mi, ne? In odkje smo pa mi prišli. Ne? In na to vprašanje je treba pač vedno znova odgovarjati in ni čudežne rešitve. Ne? Hvala lepa. Dr. Gantar, imamo še kakšen mogoče komentar? Dobro, mislim, da bi vsej te razpravi, ne se čisto na zadnje, malo prej bilo smiselno razlikovati potrebe pa interese. Potrebe kot nekaj bolj objektivnega, recimo moraš jesti, moraš biti v zdravem okolju in podobno, interesi pa nekaj bolj subjektivnega, to je hočem imeti več zemlje, hočem več zaslužiti, hočem imeti krasno hišo pa jahto pa tako naprej. Ne? In mislim, da to razlikovanje bi vendarle omogočilo, kaj mora biti od tistega, o čemer se pa lahko pol pogajamo, kar pa je lahko predmet razprave, ali bomo imeli vsi, ne vem, jahte ali čolnčke ali pa nič od tega. Ne. Pa še tole, da seveda mi dva z Ancijem si z akademikom Mlinarjem dopisujeva in razčiščujemo, kaj pravzaprav bi ta citizen science lahko bila. Ne. To ni ga bilo treba vzeti v obrambo, ker to ni bil napad, ampak samo razprava o tem, kaj si potem predstavljamo, in strinjamo se seveda o tem, da smo za to, da bi ljudje čim bolj izobraženi, da bi čim več vedeli, obenem pa opozarjamo na to, da obstaja vrsta, se o tem tudi sam kolega Mlinar piše, vrsta laičnih zmot, vzemite proticepilske agende in tako naprej. Ne. Tako da je kle treba biti malček natančen in previden pri tem, kaj si predstavljamo, kako ljudi vključevati, kaj naj delajo in kako ne. Hvala, Marko. Seveda, profesor. No, toliko, da bi res ne to razumeli kot nek napad na profesora oziroma akademika Mlinarja. Jaz sem njemu sam povedal primer recimo te citizen science, ne. V Solkanu je stroj kopal jarek za plinovod in ker je bil nek upokojenc, ki je bil sicer po poklicu pravzaprav vodovod je urihtal, ključavničar ali nekaj takega bil po poklicu, ampak ga je zanimala zgodovina in bil pripričan, da bo ta stroj kaj odkopal. Ne. Ker je on skozi spremljal ta stroj in gledal, kaj koplje, seveda imajo danes v Goriškem muzeju dva prekrasno ohranjene ostanke Longobardov, ki so takrat bili v Solkanu, ne, in so bili tam pokopani, kjer ta stroj žel, ne. To je izvrsten primer neke, ko bi rekel, laične znanosti, ki je zelo pomembna. Če tega človeka tam ne bi bilo, bi preprosto naša zgodovinska znanost bila brez tega dokaza, ne. Seveda profesor Mlinar ima tudi primere ljudi, ki so pišejo lokalne zgodovine in tako naprej, ne. Absolutno, mislim, zelo pomembno je in človek bi rekel, stimulirajmo čim več te laične javnosti. Na koncu tudi za krajino samo je to zelo pomembno. Če gremo na teren, se potem pogovorimo z ljudmi, vprašamo ljudi, kaj mislijo. Ne, mi ne vemo vsega, medtem ko ljudje imajo zelo jasno predstavo o tem,
kakšna je kvaliteta kakšne njive, kakšnega travnika, kaj pomeni neka dolina, dolinska lega, kaj pomeni lega na pobočju, na vrhu, in tako naprej. Skratka, teh informacij je med ljudmi zelo veliko, laiki, in je seveda zelo prav, da se tudi uradna znanost posluži te vednosti. V tem se popolnoma strinjamo s profesorjem Mlinarjem, absolutno ga, tudi Marko, ga podpiramo. Seveda se nekdo drug, ki je tudi bil vključen to, zdaj se ne spomnim več imena, je seveda postavil vprašanje, kaj pa potem, ko pride naslednja stopnja, ko znanost postavi splošnejše razlage, teorije. In tu je nekdo potem takrat vem napisal, da Bog ne daj, to je pa Pandorina skrinjica, Bog ne daj, če jo laik začne odpirati, ker bodo skakale ven vse mogoče stvari. Se pravi, neka določena kritičnost mora seveda tudi obstajati. Mislim, da ni črno-belo to, in jaz mislim, da se Pavle strinjaš s tem, da absolutno ni črno-belo. To je neko polje, spet nek kontinuum, če rečemo, neko zvezdno polje, v katerem se nekatere stvari na enem koncu bolj izkristalizirajo, na drugem koncu druge stvari bolj izkristalizirajo oziroma postajajo bolj egzaktne, bolj natančne. Hvala. Hvala. Jaz bi preden še enkrat vprašam, če smo izčrpali naše komentarje. Preden pogledamo še vprašanje iz publike, kakšno minutko še imamo časa, seveda moram se zahvaliti profesorju Kreftu, ki me je spomnil, da sem pozabila predstaviti pravzaprav osrednjo osebo današnjega dogodka. To je knjiga. Tisti, ki nas spremljate na spletu, lahko vidite tudi nekaj ilustracij iz te knjige. Seveda pa vsem, ki knjige še nimate, priporočam, da si jo omislite. Pa še nekaj, moram povedati, danes sem bila v stiku s danes večkrat omenjenim profesorjem Štajnicem, povedala sem mu za današnji dogodek in vam čestita in vas prav lepo pozdravlja. In ko bo knjiga prevedena v angleščino, kar mislim, da je skoraj treba narediti kot naslednji korak, mu jo bomo pa seveda tudi poslali. Hvala za pozdrave. Vam lahko preberem še kakšno vprašanje iz publike. Tatjana Capuder-Vidmar sprašuje, zakaj se zdi, da je subjektivna umetniška interpretacija stvarnosti tako pomembna? Umetnost in njena subjektivnost v interpretaciji stvarnosti. Kaj je njen pomen? Umetnost. Subjektivna umetniška interpretacija stvarnosti. Kaj je narobe z njo? Zakaj je pomembno? Obratno. Kaj je prav z njo? Zakaj jo potrebujemo? Če jo? Pravzaprav ne znam povedati, ne znam odgovoriti, ker je nekako tema, ki me ni posebej zaposlovala. Bi pa rekel seveda, da je vsaj, kar se krajine tiče, krajinsko slikarstvo je nekako, če zdaj tako malo poenostavim, vedno izraz nekega določenega časa in tudi predstavlja v krajini spet neke stvari, ki so poudarjene. To se pravi, umetniška stvaritev je model, ni stvarnost sama. In ker je model, zaradi tega so vanjo pritegnjene samo nekatere stvari. Seveda zdaj tudi razmerje med temi stvarmi je zelo pomembno, ker to naenkrat pove pravzaprav še nekaj več, slika potem spregovori. Ni več samo naslikan je človek, naslikan je oblak, naslikano je drevo, ampak kar na lepem začne se sestavljati stavki o tem, kakšne so relacije, kakšne so razmere med drevesom, med oblakom in med seveda umetnikom ali med nami, ki to sliko gledamo, ker nam potem nekaj pove in jo sami na svoj način interpretiramo. Ampak na vsak način krajina, ki je naslikana, je model krajine in je zaradi tega že po definiciji poenostavljena ali predrugačena, to ni stvarnost sama. Ampak to je žal, pravzaprav vsako doživljanje krajine je to vrstno ustvarjanje, je to vrstna redukcija neke kompleksnosti
ki je tako in tako v celoti ne razumem, ne? Na neka redukcija na neke stvari, ki se mi zdijo pomembne, ne? In na nek način se na ta način ustvarjajo pravzaprav tudi osebna okolja, ne? Na lepem je tudi, če hočete, že sama interpretacija slike, mogoče sama potem že tudi neko podokolje, ne? Slika sama je neko okolje, ne? Nek model, ne? Ampak potem je to podokolje, ki si ga jaz ustvarim kot gledalec te slike, ne? Ampak zdaj se spuščam res na neko področje, ki je za mene pravzaprav malo odmaknjeno, sam se s tem ne posebej ukvarjam in zlasti tle v pričo profesorja Krefta govorim neke stvari, najbrž bi moral zdaj zardevati zaradi tega, kar govorim, ker je pravzaprav imamo človeka, ki vendar zna kaj več povedati o tem. Ne? Profesor Kreft, imate kaj dodati k temu ali pa odgovoriti na to vprašanje? Jaz sem vendarle tudi znanstvenik bolj kot umetnik in bi rekel samo en stavek. V stroki z imaginacijo rešimo prav toliko problemov kot z razumom. Hvala lepa. Se pa to lepo navezuje ta razprava na naslednje vprašanje Petre Vertl-Narek in sicer sprašuje, da vsak nosi v sebi svojo krajino in jo zanima, kakšno oziroma katero krajino nosite vi v sebi, katera je vaša najljubša osebna krajina. Ja, na to vprašanje zelo težko odgovorim, ne? Ker mislim, da ne nosim neke posebne slike. Velikokrat mi pride na misel kakšna krajina, kjer sem bil, ki sem jo občudoval, ampak v bistvu mislim, da je to stvar trenutka, ko sem v nekem prostoru, ne? In takrat sem soočen s tem problemom, ne? S problemom, da na lepem čutim zadovoljstvo biti v tem prostoru, ne? In to je pa seveda zdaj zelo odvisno od cele vrste okoliščin, gotovo ne od samo tega, kar vidim pred sabo, od prizorišča, od neke strukture, elementov, ki jih imamo okrog sebe, ampak gotovo od cele vrste drugih stvari, končno tudi, vse to je sicer tudi, bi profesor Polič veliko bolj povedal, odvisno tudi od tega, ali sem bolan, ali sem zdrav, ali sem lačen, ali sem sit, ali sem z ljubljeno osebo skupaj, ali sem z nekimi ljudmi, ki jih ne maram skupaj in predvsem, ali vidim pred sabo vendar nek izhod, da vem, kje bom nocoj spal, ne? Kajti, če nimam predstave o tem, kje bom spal, potem je gotovo biti v krajini lahko zelo grozljiv občutek, ne? Saj ne bi ponavljal, ker sem že v knjigi tudi napisal o Prešerna pa Danteja, ne? In tako naprej, ne? Podobne grozljive prizore, ki jih opisujejo pesniki, ne? Tako da težko, ne vem, imam odgovor. In še vprašanje naše prodekanje, profesorice Ane Kučan, ki je sama tudi veliko svojega dela posvetila ravno krajini in njeni simbolni vrednosti. Njeno vprašanje pa pravi, da jo navdušuje vaš predlog odgovora na vprašanje, kaj je to krajina. Da je krajina proces, zaporedje oziroma mreža interakcij, ki jih človek plete s svojim okoljem, svetom. In ta odgovor nas namreč na nek način vrne k stari predrenesančni opredelitvi krajine, k pojmu landschaft, kakor ga v svoji knjigi Običajna krajina oziroma The Common Landscape, to ne moram malo znižati, postavi krajinski zgodovinar John Stilgoe. Prostor, ki je odprta definicija v nekem času, ki pa ji vi dodate še negotovost neogibne prihodnosti, ta način uvida krajine onkraj neposredne stvarnosti, način v prihodnost obrnjenega razmišljanja. Ki to opredelitev krajine kot kontinuuma, ki je dvoje prostora in časa in je že itak odprta, odpre še v prihodnost. Je to pot, s katero bomo lahko tu na tem planetu spet vzpostavili tako politično spremembo, novo biopolitiko, ki bo zajela vsa živa bitja, s katerimi bomo lahko ponovno vzpostavili oziroma si priborili nazaj zemeljski paradiž. Tako zapleteno vprašanje. No, zapleteno pa tudi seveda težko odgovoriti, ne. Najprej, kar se samega Stilgoa tiče, ne, on je seveda zgodovinar, ne, in kot zgodovinar pravzaprav v krajini prepoznava, za njega je kulturna krajina, ne. To mu med drugim tudi očita ona Vujanović, ki jo citiram tle, ne,
srpska filozofinja, ne, mu očita, da je pravzaprav zelo zožil pojem krajine, ne. Ker on pravzaprav tako, kot sem to tudi, mislim, zapisal, ne, kot je Angela Piskarnik nam pripravlja ključ za razpoznavanje svetnic in praprotnic v taki priročni obliki, da lahko grem na izlet v hribe, pa vzamem sabo ta priročnik in potem opazujem svetlice in jih dešifriram, katere so, ne, ključ ne uporabim. Tako približno tudi on priporoči, da pravzaprav bi bilo zavzeti slovar, ko greš v Ukrajino, slovar izrazja, da potem prepoznavam posamezne elemente, ne, kot so kanal, kot so njiva, kot so brazde, kot so ozare in tako naprej, skratka živice, vse to, kar imam v neki kulturni krajini na razpolago, ne, in da to prepoznavam in da potem ob tem še kaj drugega zvem, ne, in skratka na ta način odkrivam kulturno krajino, ne, to je ideja Stilgova, ne, če sem jo tako malo poenostavljeno, ne. Medtem ko je seveda filozofija Vujanovićeva pa temu nekako nasprotuje, ne, ker misli, da je krajina vendar svet, ne, se pravi, da krajino vendar moramo doživljati kot nekaj, v katerem nimamo vseh odgovorov, ne, in da se moramo v tem, kot je rekel profesor Gantar, ne, v tem prekletstvu, da nimamo vseh odgovorov, znajti, ne, in je to, da se poskušamo znajti, je pa v bistvu blagor, ne, je pa v bistvu nekaj dobrega, ne, ki nam pravzaprav omogoča, da smo kreativni, da smo ustvarjalni, da k ustvarjanju krajine pristopamo na ta način, ne. In mislim, da je Ana mislila pravzaprav na to nekakšno razcepljenost, na to dvojnost, ne. Res je, da veliko ljudi misli, ko govorimo o krajini, da misli dejansko na kulturno krajino, kot recimo profesor Stilgov, ne. Če malo tako razumem pač njegovo knjigo, ne, The Landscape, ne. In mislim, po eni strani, na drugi strani pa seveda krajino vendar poskušamo razumeti pravzaprav ravno, da je bistvo krajine pravzaprav ravno to, da je svet, da je nekaj, kar ni popolnoma prepoznano, ne, ker moramo odkrivati, ker nas neprestano spodbuja, da odkrivamo, kar je v bistvu temelj znanosti, če hočete, znanstvenega raziskovanja, ne. Vedno se nam postavlja 10 vprašanj, kot najdemo en odgovor, ne. Tako, ta popularna krilatica, ne, kar pomeni, da je ta svet res, bi tako rekel, nedokončano delo, ne, nekaj, kar je skozi treba delati, v njem delati, iskati, raziskovati, ampak seveda, ko pristopimo k temu, da moramo paziti ta prostor urejati, da bomo v njem živeli, ne, potem seveda moramo to upoštevati, ne. Moramo upoštevati, da imamo še nekoga, ne, da ni samo naš interes, samo naša potreba, ne, in kaj mogoče malo se navezujem na profesor Krefta, ne, da imamo še nekoga drugega, ne, in kako ga bomo zdaj pripeljali v igro, ne, na kakšen način ga bomo, ali samo z varovanjem, ne, s tem, da bomo ustvarili neke rezervate, kjer bom rekel, tu ne se to, tisto posebej sprosti, ne, drugi, prosim, ne zavirajte, ne, ali nasprotno, da rečemo, ne, se to je povsod prisotno, ne, dajmo povsod delovati varovalno, ne, ampak seveda v tem primeru seveda to ne more biti več način varovanja, da zavarujemo, ne, neko območje, nek prostor, ampak način, da v bistvu naše obnašanje prilagodimo ohranjanju, ne. Zdaj, kako to narediti? To je pa tisti blagor, ki zahteva ustvarjalnost, ki zahteva napor razmišljanja, ki zahteva napor iskanja novih načinov, ne, obnašanja, delovanja, če hočete, načrtovanja. Hvala lepa. In svoboda. Svoboda nikoli ni udobna. Tako je. Ja, jaz bi s temi besedami zaključila, sklenila današnji dogodek. Še enkrat se najlepše zahvaljujem vsem, ki ste sprejeli naše vabilo in za vaše pronicljive in zanimive misli o knjigi. Vsekakor je to samo dokaz, da je to vrstnih misli in razmišljanj še veliko in seveda, da bo še ostajala en velik in dolgoleten navdih številnim generacijam krajinskih arhitektov in ne seveda samo krajinskih arhitektov. In se vam, profesor, najlepše zahvaljujem še enkrat za to knjigo.
In čakamo na naslednje.